kritizirate tudi druge neodvisne institucije, medije in tako naprej. To sem poskušal ravno zavleči, ravno to trditev. Nikako ne velja ta trditev. Tudi sam nisem govoril o sporedni oblasti, ampak je novinar povezoval, to je bila v enem intervjuju dikcija novinarja. In dejansko vsaka vlada, vsaka izvršna oblast, politična oblast in vodi sistem odločanja zgolj na terenu politike, zlasti strankarske politike ali pa izvršne veje oblasti ali pa zakonodajne veje oblasti. In tukaj v demokratičnih razmerah obstaja neko ravnotežje med temi vejami oblastmi. Še najmanj pa je za demokracijo primerno, da se ne bi smeli odzivati na avtonomijo ali pa neodvisnost posameznih vej oblasti. Potrebno je permanentno ne samo nadzor, ampak tudi neko ravnotežje, permanentna komunikacija med temi vejami oblastmi in političnimi akterji. In v demokraciji je pač nekaj običajnega, če se dajo tudi takšne ocene, tudi slabe ocene ali pa kritike. In avtonomija posameznih vej oblasti ne pomeni absolutne avtonomije, da nekdo počne, kar si zahoče na način, ki si ga sam izbere. Podvrženje strogim pravilom in demokracija pomeni predvsem predpostavlja tudi proceduro, da se držiš nekaterih ustaljenih pravil in praks. Marija Belec dela, vprašal bi, kaj pa natančno ste povedali v svojem intervjuju, ker ko ste omenjali urad informacijske pooblaščenke, pa kakšen komentar na to, na napovedano tožbo proti stranki SDS na strani? Vidite, to je smešno. Jaz mislim, da so se sodelavci pooblaščenke nekoliko prehitevali čas in dogodke, ko so grozili z tožbami in podobno. Jaz sem takrat povedal točno to, kar piše v intervjuju, da je za svojimi odločitvami, da njene odločitve lahko pomenijo tudi hujše posledice za družbo, za bodočo prakso, za delovanje nekaterih organov oblasti. In nikakor nisem govoril tistega, kar je novinar povzel v uvodniku, torej uvodnikih. Tisto ni moje in me tudi ne zanima, kako se bo ona odzvala na trditve, ki niso moje. Če lahko mogoče samo še eno stvar glede gospoda Golobiča in gospoda Lahovnika. Ona dva sta problematizirala tudi to, da se je premier, da se je vaša vlada v bistvu načeloma zavzela za finančno policijo, dejansko pa v tej zvezi nič naredila. In pravijo, da verjetno gre tukaj tudi, se je to zgodilo tudi zaradi tega, ker bi bil ta organ neodvisen, tako kot so ga oni takrat predlagali, in da se verjetno pač bojite tudi v luči preiskav, ki tečejo in tako naprej, pač enega neodvisnega organa. No, dokaj nenavadna trditev. Mi smo želeli tudi vzpostavljati nekatere pogoje, da bi tudi organi pregona, podobno kot bi bila finančna policija, delovali neodvisno. In ko smo vzpostavili nekatere pogoje in ko so začeli ti organi neodvisno delovati, so ravno nekateri dele oblasti in nekatere politične opcije temu nasprotovale. Tako da ne razumem točno gospoda Golobiča, moram mi pojasniti, zakaj v Sloveniji še delujejo silnice, ki preprečujejo odkrivanje hujših kaznivih dejanj. Tako da tega očitka ne razumem, pravzaprav bi moral sam pojasniti, ali se zavzema za to, da organi pregona delujejo neodvisno in mi nismo vplivali na njihovo delovanje, ampak samo omogočili policiji in drugim organom pregona, da avtonomno delujejo. Po mojem mnenju so bili politično odvisni prej, zato niso delovali. Sedaj, ko smo jim zagotovili neko avtonomijo delovanja, je pa seveda vse narobe pri nekaterih. Finančna policija, lahko jo imamo, lahko pa tudi ne. Če bi obstoječi organi dovolj dobro delovali, bili avtonomni in ne bili pod nenehnim pritiskom, takšnim ali drugačnim, bi morda finančne policije kot posebnega organa znotraj državne strukture ne potrebovali, ampak očitno, in to smo tudi spoznali tekom tega mandata, da bo potrebno ustanoviti tudi v slovenskih razmerah in takšen organ, kot je neodvisna finančna policija.